Tisto, kar smo iz vsega dolgega zaslišanja notranjega ministra Hojsa lahko izluščili danes, je seveda, da se očitno zaveda, da v sistemu slovenske policije gre marsikaj narobe, da očitno te stvari tudi vidi in pozna, ampak nobene odgovornosti za to ne prevzema. Nič ne vidi, nič ne sliši. To je tako, kot včasih rekli divji petelin, kadar poje. Dejstva, do katerih se je doslej dokopala preiskovalna komisija, seveda pričajo drugače. V nadaljevanju teh nekaj tednov, ki so še pred nami, bo seveda preiskovalna komisija s konkretnimi zakoni, s posameznimi členi zakonov in posameznimi členi notranjih pravil, ki veljajo v sistemu slovenske policije, ministrovo odgovornost tudi dokazala. Zato me zelo veseli njegovo današnje priznanje, da je odgovoren za stanje v slovenski policiji, da je odgovoren tudi za nepravilnosti in protizakonito delovanje v slovenski policiji. In na koncu koncev bo moral za to prevzeti odgovornost, seveda pa bodo svoje o delu te preiskovalne komisije lahko povedali tudi volivci in to relativno kmalu.